Pozdravljeni. Na vrsto je prišel že letos 51. komentar novic. In poglejmo si tudi tokrat, kaj se je zanimivega zgodilo v preteklih dneh. Tudi današnji prispevek bo sestavljen iz 4 delov, kjer bomo videli, da so zajete tiste novice, ki po mojem osebnem mnenju niso dobile dovolj pozornosti v medijih ali pa potrebujejo dodaten komentar. Tudi tokrat, kot običajno, so vse bližnjice do originalnih člankov navedene v opisu, a da ne bomo predolgi, je najbolje, da začnemo z našim prvim današnjim sklopom. Pri ekipah Formule 1 se obetajo nenapovedani obiski inšpekcij strani FIA. Vsaj tako smo lahko prebrali na primer na spletnem portalu motorsport.com v angleški, ampak tudi v italijanski verziji. Seveda oba članka z 18. decembra. In verjetno marsikdo si misli, da gre za to, da so pri ekipah dobili neko bližnjico, kako prelisičiti sisteme, ki preprečujejo zlorabo, naprimer ur v vetrovniku ali pa simulacij CFD. Ampak kot je znan postopek, ko ekipa da v uporabo nov del, nov razvojni paket, mora priložiti tudi vse izračune in naprimer posnetke vsega tistega, kar so počeli v vetrovniku. In tu so seveda števci, ki kažejo ure vetrovnika in od kdaj do kdaj je nekdo bil prisoten. A verjetno pri FIA se želijo izogniti nečemu drugemu, s tem, ko bodo imeli nenapovedane prihode, ekipe bodo težje skrile pretok informacij od ene ekipe k drugi. Kot nam je znano, naprimer Red Bull in Scuderia Alfa Tauri ali kakor se bo po novem imenovala ekipa, imata kar mnogo skupnega. In ne govorimo samo o vetrovniku. V bližnji prihodnosti napovedujejo še tesnejše sodelovanje, ampak tu se moramo zavedati, da so pravila jasna. In podobna zgodba pri Scuderiji Ferrari in ekipi Haas, kjer pravzaprav ima Scuderia Ferrari poseben oddelek inženirjev, ki delajo za ekipo Haas in stavbo imajo poleg one, kjer nastajajo bolidi Scuderije z Maranella. In enostavno je, naprimer v tisti menzi, kjer so na kosilu prvi in drugi, da si izmenjajo določene informacije, kar pa je seveda po pravilih prepovedano. Vse tisto, kar je non-listed parts, seveda lahko prehaja med ekipami. Imamo tudi dele, ki so prosto dostopni vsem, ali pa imamo komponente, ki jih izdelujejo tretji dobavitelji, ki so seveda tudi na razpolago komurkoli jih želi. Ampak s tem povečanim nadzorom želijo preprečiti, po mojem videnju, prav to. Ampak videli bomo v prihodnosti, kaj se bo zgodilo. Lahko bi dejali, da je stari Christian Horner prišel nazaj. Kot smo lahko brali 20. decembra na spletnem portalu motorsport.com, je glavni in odgovorni pri ekipi Red Bull dejal, da ne razume, zakaj so pri Mercedesu vztrajali pri tistem zgrešenem konceptu, ki smo ga videli na dvojni V14, čeprav so vedeli, da ne deluje. Namreč pri napadu na Tota Wolffa in njegovo ženo Suzy je seveda Christian Horner bil eden izmed njunih največjih zagovornikov in seveda videli smo pravzaprav Hornerja v vlogi, ki mu je malce tuja, ampak sedaj je zopet postal tisti stari Horner, katerega mi, navdušenci, poznamo že mnoga leta. Nekaterim je všeč,
drugim manj, ampak odpirajo se dve vprašanji, ki so po mojem osebnem mnenju izjemno zanimivi. In prvo je to, namreč že pri prej citirani aferi smo mnogi, vključno z menoj, najprej pomislili, da je vse skupaj zakuhal sam Horner, kar je on pred kamerami britanske izpostave televizije Sky ostro zanikal, ampak verjetno marsikdo je najprej pomislil nanj. Le zakaj? In druga točka. Res pri Mercedesu so vztrajali pri, imenujemo ga, zadršenem konceptu. In zakaj se Horner spotika le na njih in ne na primer na Ferrari, ki je pravzaprav imel podobne težave. Lahko s tem tudi kaže glavni in odgovorni pri Red Bullu, ko ga vidi v vlogi glavnega antagonista pri prihajajoči sezoni 2024, ne vem, ampak lahko bi si tudi tako mislili. A kdo bo seveda videli v prihodnosti. Mi za danes pojdimo k naši tretji temi. V pregledu novic na spletnem portalu RaceFans smo lahko 20. decembra zapazili novičko, ki je najprej išla seveda na strani YouTube znanega novinarja Petra Winzerja. Windsor je napravil intervju z Otmarjem Szafnauerjem, kjer ga je povprašal tudi o Oskarju Piastriju. Namreč Szafnauer je bil do pred kratkim glavni odgovorni pri ekipi Alpine, kjer je zaradi raznih spodrsljajev in slabših rezultatov izgubil svoje mesto. Treba je poudariti, da pravzaprav to, da Piastri ni imel podpisane pogodbe, je subjektivno krivda tudi samega Szafnauerja, ki je pa dejal, da pravzaprav pri ekipi Alpine se niso hoteli ukvarjati z raznimi tožbami, ki bi mladega Avstralca obdržala v njihovi orbiti. Dejal je, da na civilnem sodišču v Veliki Britaniji bi morda zadeve lahko videli drugače kot pri FIA. A tu moram poudariti, da pravzaprav temeljna napaka je bila tista, ki so jo storili pri samem Alpinu oziroma v pisarni Szafnauerja. Namreč Oskar Piastri ni imel pogodbe in če mu niso izkazali nekega zaupanja, je po mojem videnju prav, da se je ozrl nekam drugam. In seveda videli smo po njegovi enkratni debitantski sezoni, da je izbral tisto najboljšo opcijo. Z McLarenom je dosegel več, kot bi lahko naprimer z Alpinom ali pa z Williamsom, kar je bila tretja možna opcija za letošnjo sezono. A mislim, da pravzaprav Otmar Szafnauer s to izjavo, s tem intervjujem, se je nekako prav, se je hotel izvleči iz izjemno težkega položaja, v katerem se je znašel. Morda po svoji krivdi ali pa tudi ne, ampak to ni toliko važno. Glavno je, da Oskar Piastri je dobil priložnost v ekipi, ki ga zna ceniti. Pri Alpinu žal ni bilo tako. A pojdimo še k današnji zadnji novici. Za konec bi vam pa rad priporočal članek, ki je izšel na uradni spletni strani Formule 1 f1.com 18. decembra. Gre za nekaj posebnega in še enkrat poudarjam, da bližnjico dobite v samem opisu, kajti gre za spomin Melanie Villeneuve o njenem očetu. In seveda govorimo o Gillesu Villeneuvu. In gre za nekaj, kar je po mojem mnenju za vse ljubitelje Formule 1 branja vredno. Namreč nikoli nismo imeli priložnosti spoznati Gillesa skozi oči njegove hčere. Marsikdaj je bil Jacques tisti, ki je pripovedoval zgodbe iz otroštva, ampak strani njegove sestre, pač vsaj jaz, izjemno redko, da sem kdaj slišal. In anekdote ter zgodbe, ki jih pripoveduje, so res pravi zaklad za vse nas, ki imamo radi ta šport. Od prijateljstva oziroma sovraštva med Gillesom Villeneuvom in Didierjem Pironijem
o skupnem dopustu in kako se je Pironi praktično s pomočjo pokrovitelja tovarne bombonov prikupil tako Melani kot Žaku. Pa kaj se je dogajalo vse pred Imolo in zaključek zgodbe leta 1987, ko je Didier Pironi umrl v tisti nesreči z hitrim gliserjem in je takrat njegova življenjska sopotnica, ki je pričakovala dvojčka, poklicala mamo Melanie Villeneuve in jo prosila, če enega izmed dvojčkov lahko imenuje Žil. Seveda zgodbe, o katerih vam nočem razkriti preveč, ampak ukolikor imate v tem prazničnem času kaj trenutkov odveč, bi jih lahko porabili za prebiranje tega izjemno kvalitetnega članka. In tako, prišli smo tudi do konca tokrat 51. komentarja novic v letošnjem letu. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.